Spoštovana podžupana mestne občine Celje, gospa Darja Turk, spoštovana predstojnica Celjske enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo magistrica Sonja Zajc, cenjeni gosti iz osnovnih in srednjih šol Celjske regije. Dobrodošli na gimnaziji Celje Center in dobrodošli na tradicionalni debati s člani slovenske vlade, ki jo že četrtič zapored gostimo na naši šoli. Tokrat sicer brez člana vlade, ministra dr. Turka, ki je do pred kratkim skrbel za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Kljub odpovedi njegove udeležbe smo se odločili, da debato izvedemo, posnamemo in pošljemo njegovim naslednikom, saj smo veseli vsake priložnosti, da lepo spregovorimo o svojih pogledih na današnji čas in dogodke v njem. Naša generacija je odprta in pripravljena na sodelovanje, saj menimo, da smo lahko mnogokrat tudi spoštovane vreden sogovornik in enakovreden partner. Preden pa besedo predamo gostiteljem današnjega dogodka, debaterkam in debaterjem debatnega kluba GCC, pa prosim vršilko dolžnosti ravnatelja, profesorico Matejo Duršič-Linačič, da tudi uradno pozdravi vse prisotne. Lepo pozdravljeni v naši šoli. Ko smo slišali že v uvodu, smo včeraj žal prejeli obvestilo, da se minister ne bo mogel udeležiti vsakoletnega srečanja. Kljub vsemu pa sem prepričana, da so naši debaterji in debaterke pripravili tehtne argumente na temo, da normativi vplivajo na kvaliteto pouka. Vem, da se bo porajalo kar nekaj vprašanj, na katera smo upali, da bomo dobili odgovor od ministra. Ob tej priložnosti žal ne. Sigurno pa se bo kratkim pokazala priložnost in prav je, da slišimo mlade, kako razmišljate o tej pereči problematiki, o kateri smo se ravnatelji že izjasnili, učitelji prav tako in prav je, da prisluhnemo tudi vam. Tako da prepuščam besedo našim debaterjem in želim veliko prijetnih občutkov in trenutkov za naše šole. Hvala lepa. Na gimnaziji Celje Center skušamo dijaki vseh treh programov kritično sodelovati na številnih področjih in s tem dopolnjevati ustaljeni pouk ter nagrajevati vsebine s dodatnimi dejavnostmi na področjih kulture, znanosti in športa. Aktivno se vključujemo tudi v projekte, ki so vsebinsko povezani z družbenimi problemi in politiko. Smo del mreže šol UNESCO ASP.NET in članica slovenske mreže Ekošol. Verjamemo namreč, da lahko tudi mladi, čeprav še neizkušeni, soustvarjamo boljšo in prijaznejšo prihodnost. V skladu s tem bo tudi današnja debata povezana s projektom EU Razpravljanje razumnih spremeni, ki ga v Sloveniji, Litvi, na Kitajskem organizira Zavod za naproti, Zavod za kulturo dialoga. Danes bomo, spoštovani gostje, poskušali ubesediti naše razmišljanje o tem, ali normativi vplivajo na kvaliteto pouka. Besedo prepuščam članom debatnega kluba gimnazije Celje Center, ki sodi med najuspešnejše v Sloveniji in izven nje, saj so naši dijaki že vrsto let ne le člani državnih debatnih reprezentanc na svetovnih debatnih prvenstvih, ampak celo najboljši med njimi. Debati bodo sodelovali Špela Krkovc, Jure Macuk, Kaja Plevnik, Nec Gornik, Saša Bostič ter Jaka Koren. Preden pa začnemo, še dobro namerno opozorilo. Debaterke in debaterji ne izražajo nujno svojih mnenj, ampak zgolj predstavljajo obe plati problematike, ki se jo lotevamo danes. Vsak debater bo za svoj govor imel 4 minute časa, med govorom pa bo lahko sprejel tudi vprašanje nasprotne ekipe. Navada je, da se vsakega govorca spodbudi k čim boljši debati z bučnim ploskanjem ali dopodanjem opla, enako velja za nagrado za dober govor. Spoštovani sošolke in sošolci, oder vaš. Dragi gostje, profesorice in profesori, dijakinje in dijaki, v trenutni gospodarski, finančni, predvsem pa moralni
smo prišli do točke, ko sta slovenska vlada in resorno ministrstvo predlagala poslabšanje normativov. Normativi določajo število učencev v razredih, število ur, ki jih učitelj tedensko opravi v razredu in podobno. Po trditvah slovenske vlade spremembe normativov ne bi vplivale na kvaliteto izobraževanja. Naša stran pa je prepričana, da je oziroma se slovenska politika pri tem močno moti oziroma milo rečeno zavaja. Menimo le, da s tem želi reševati najbolj ranljive in zapostavljene družbene skupine, torej naše politike, bankirje in tajkune, brez katerih menda propadeta naša država in pa gospodarstvo. In zakaj? Zakaj je trditev, da normativi nimajo vpliva na kvaliteto pouka nesmiselna že v samem izhodišču? Preden vam bomo to dokazali, oziroma povedali, kako normativi vplivajo na učitelja in kako na učenca, si zastavimo vprašanje. Če normativi ne vplivajo na kakovost, zakaj nismo v razredih že desetletja po 40 ali 50 ali celo 60 dijakov imeli prej? In zakaj učiteljem že pred desetletji niso učne obveze določeni pri najmanj 30 urah? Prosim. Mi se ne pogovarjamo o tem, če bi imeli v razredi 60 dijakov. Pogovarjamo se le o spremembih za enega ali dva dijaka. S tem sem želel le izpostaviti, da bi kakršnokoli povečanje števila učencev v razredu vplivalo na normative in jih s tem poslabšalo, s tem pa tudi poslabšalo kvaliteto izobrazbe, ki jo dobimo od našega mentorja. Torej, čemu sta v preteklosti strokovna javnost in ministrstvo tako ukvarjala z vsebino pravilnika o informativnih in standardih, da bi se kvaliteta izobraževanja in pouka približala tistim v zahodnih državah? Zakaj potem izhodišča belih knjig o vzgoji in izobraževanju iz leta 1996 in 2011 govorita o normativu kot enem izmed ključnih pogojev za kvalitetno izobraževanje? Čemu potem bogati starši na privatne šole pošiljajo svoje otroke, ki naj bi nudile boljšo kvaliteto izobrazbe in zahtevajo individualiziran pouk, tutorje, inštrukcije, manjše učne skupine, aktivno poučevanje? Saj menda niso neumni, da bi kar tako zapravljali svoj denar. Torej, kaj so kriteriji kvalitetnega pouka, se vprašamo? In zakaj izobraževanja iz perspektive nas dijakov? Torej, za nas dijake so ključni dejavniki kvalitetnega pouka, mir v razredu, kvalitetna razlaga, odnos učitelja do učencev, način podajanja in usvajanja snovi, aktualnosti pouka, možnosti aktivnega sodelovanja in čas, ki ga učitelj nameni posameznemu dijaku. In na večino teh dejavnikov vplivajo tudi normativi. Zato ne razumemo slovenske vlade in današnje opozicije, ki trdita, da normativi niso pomembni. Prosim. Se vam ne zdi, da učitelj, ki nima avtoritete v razredu, da je za njega vseeno ali ima v razredu 25 ali 30 dijakov, v vsakem primeru ne ima avtoritete v razredu? V vsakem primeru se gre tukaj za to, da bi učitelj lahko posvečal večjo pozornost oziroma več sebe vložil v enega učenca in se v bistvu ne bi bilo potrebno razkosati na ne vem koliko delov. Torej, kako torej normativ vpliva na učitelja in kakšno povezavo ima to s kvaliteto pouka, bomo pa odgovoril zdaj. Sodobna družba zahteva od učiteljev, da pouk postaje interaktiven, da pri pouku učenci in dijaki sodelujejo aktivno, da učitelj postaja voditelj in usmerjevalec. To pa je možno le ob zmanjšanih normativih, saj se učitelj pri večjemu številu učencev ali dijakov ne more posvečati vsakemu posebej. Povečano število ur pouka močno obsega oziroma vpliva na učiteljevo delo, ne le v razredu in pri ocenjevanju, ampak tudi pri pripravah na pouk, pripravi gradiva za pouk, pripravljanja testov, sestankih in administraciji. Učitelji bodo ob povečanem številu ur pouka dobili še dodatno sporočilo, da družba z njimi ni zadovoljna oziroma jih ne ceni, kot bi jih morala. In za kar ne bo pa pozitivno vplivalo seveda ni njihove delo. Številne obšolske dejavnosti, tekmovanja in ne nazadnje tudi takšni dogodki, ki smo se ga udeležili danes, bodo najbrž izvedeni v veliko manjši meri, kot se pa izvajajo trenutno. Dijaki na teh področjih pridobivamo številna znanja, ki jih sedanja oblika pouka težko ponuja. Večino teh aktivnosti
pa učitelji upravljajo prostovoljno in za njih niso posebej plačani. Ministrstvo pa od učitelja pričakuje, da bo delal enako učinkovito, kot je delal do sedaj. Prepričani smo, da bo večina učiteljev zgolj v strahu pred izgubo službe sicer upravljala svoje obvezno delo, seveda, vendar bo njihovo delo postalo rutina, njihova zbranost in kreativnost manjša, stres in bolezni bolj prisotne, vzgoja zapostavljena in na nazadnje tudi naše znanje oziroma naša izobrazba slabša. V moralni in gospodarski krizi moramo mlade naučiti, odločati se in delati drugače. Vendar tega s preobremenjenim, stalno kritiziranim in stresno obremenjenim učiteljem sigurno ne bomo storili. Zato današnja vlada nasprotuje slovenski vladi in tudi današnji opoziciji. Normativi vplivajo na kvaliteto pouka in čas je, da si to vsi iskreno priznamo, preden se odločimo za njihove spremembe in ne nazadnje, preden tudi vzamemo našo prihodnost v roke. Hvala. Lep pozdrav še strani opozicije. Današnja vlada je želela predstaviti predlagane spremembe normativov kot revolucijo, ki bo uničila pouk učitelja in šolstva. Obenem vas je zavajala, da bi z varčevanjem šolstvu pomagali tajkunom in bankirjem. Oprostite, ampak za te pač mora poskrbeti sodstvo. Goljufanje države je bilo v preteklosti nacionalni šport velike večine državljanov, recimo pri prikazovanju premoženja, politika pa je pri tem bila neogledala naše družbe. Nažalost, pa ta trenutek Slovenija nima druge izbire kot varčevanje na vseh možnih področjih in šolstvo je le eno izmed teh področij. Varčevati moramo, da rešimo našo državo in naše sodstvo, vendar danes bomo pogovarjali o normativih. Kaj vam bomo dokazali? Dokazali vam bomo, da so spremembe majhne, celo zanemarljive, rad pa bi izpostavili, da se pogovarjamo le o teh spremembah in ne o normativih v teoriji. Glede normativov, naša naloga ni dokazati, da ti v teoriji ne vplivajo na kvaliteto pouka oziroma izobraževanja. Trdimo le, da obstoječi predlog o spremembah ne bo pomembno vplival na kvaliteto pouka in izobraževanja v Sloveniji. Vprašanje. Torej, priznate, da normativi dejansko vplivajo na kvaliteto pouka? Priznamo, da vplivajo, vendar se danes pogovarjamo o konkretnem predlogu, ki ga je predstavila slovenska vlada. Števila dijakov v razrednih ministrstv ne predlaga, ampak temveč predlaga zgolj povečanje števila otrok v vrtcih za enega ali dva otroka za naslednje 3 leta. Srednješolski učitelji bi tako morali po novem sistemu namesto 20 obveznih ur opraviti 22 ali 24 obveznih ur. Kot vidite, te spremembe niso tako drastične, kot jih je predstavila vlada. Gre za zmerne predloge, ki bi Sloveniji zagotavljale enako kvaliteto izobraževanja. Katere institucije in raziskave potrjujejo to naše stališče? Pred natanko 2 letoma je Združenje OECD priporočilo, da poveča število učencev ter zmanjša število učiteljev, saj naš šolski sistem, glede na svoj visok in drag standard, ne upravičuje tega z rezultati. Aprila lani je tudi naše računsko sodišče ugotovilo, da predlagane spremembe ne bodo poslabšale kvalitete šolstva, saj bodo normativi še vedno boljši od evropskega povprečja. Vprašanje. Zanima nas, koliko let, na kakšnem vzorcu in s katerimi strokovnjaki Računsko sodišče analiziralo vplive plačevanja v šolstvu in kvaliteto pouka, glede na to, da se ukvarjajo seveda predvsem z denarjem. Računsko sodišče sploh ni potrebovalo nekih težkih raziskav, saj so le primerjali naše normative za drugod v Evropi, kjer imajo višje normative, ter imajo tudi boljše rezultate, s katerimi se lahko pohvalijo. Že na drugi redni seji Državnega zbora v tem sestavu pa je minister za šolstvo predstavil poslancem podatke OECD, s katerim je dokazal, da so po številu otrok v razredu pod evropskim povprečjem. Torej, naše stališče ne podpira le vlade in ministrstvo, temveč tudi Računsko sodišče, organizacija OECD in v veliki meri tudi slovenski državljani. Kaj vpliva na splošno kvaliteto pouka? Vlada je naštela veliko dejavnikov, ki vplivajo na kvaliteto pouka.
miro razredov, odnos do učencev, aktualnost pouka, predznanje in še mnogo drugih dejavnikov. To so torej tisti dejavniki, na katere želi vplivati današnja vlada. Če želi vlada še izboljšati kvaliteto pouka, najraje spremeni pravilnik o šolskem redu, izobrazi učitelje za vzgojno delo in nagradi najboljše. Za nas pa so sicer najpomembnejša avtoriteta učitelja, sposobnost motivacije dijakov ter priprava učitelja na pouk, ki vplivajo na kvaliteto pouka. V moji zadnji točki bi še rad poudaril, da se ne strinjamo z trditvijo vlade, da normativi negativno vplivajo na učitelja. Medsebojna konkurenca, ki bi se pojavila med učitelji, bi bila te prisilila, da delajo še bolje. Trudili bi se, da pokažejo čim večje rezultate, kar bi pomenilo, da bi se trudili za boljši oziroma za večje kvalitete pouka. Kar se tiče aktivnega pouka, ki bi ga naj izvajal učitelj, je to po našem mnenju veliko bolj odvisno od učnih načrtov. Če pa učitelj ni sposoben imeti avtoritete pri 20 dijakih, in ne bo imel tudi ne pri 15, in to število dijakov ne bo poslabšalo tega področja učiteljevega dela. Torej, da povzamem, spremembe so majhne, zato predlagani normativi ne bi bistveno vplivali na kvaliteto pouka. Tudi po spremembah bi ostali povprečje evropskih držav v okviru normativov. Kriterije o kvaliteti pouka nam ponujajo nešteto možnosti, da pouk izboljšamo, neodvisno od normativov, zato namesto kritizirajo, raje ukrepajmo. Hvala. Prvi vprašanje, ki zastavljam vam in opoziciji sta, kdo je kriv za krizo in kdo jo mora reševati. Opozicija se z nami sicer strinja, da so krizo povzročile elite, po drugi strani pa nas opozarja, da je kriza tako huda, da moramo varčevati vse povsod, tudi v šolstvu. Sprašujem vas, zakaj lahko v taki krizi bankirji, direktorji in politiki še vedno kupujejo luksuzne avtomobile in hiše in zakaj se reševanju države ne pridružijo tudi ti, ki so bili dejansko krivi za nastanek te krize. Kako lahko potem pričakujejo varčevanje v šolstvo, ki dejansko izobražuje mlade, ki bodo v prihodnosti vodili družbo in reševali posledice krize, ki ne bo končana le v letu ali dveh. Šolstvo je torej ključno za dobro delovanje družbe, saj je za majhno in ne ravno bogato Slovenijo ključno pri konkuriranju drugim državam sveta. Če nadaljujem, ali normativi vplivajo ali ne? Današnja opozicija je priznala, da normativi dejansko vplivajo na kvaliteto pouka, saj se z nami ne želi pogovarjati o njihovem splošnem vplivu na kvaliteto pouka, želijo se pogovarjati le o zadnjem predlogu vlade, ki naj ne bi tako drastično vplival na kvaliteto samega pouka. Mi pa smo prepričani, da je 20 ali 10% večja obremenitev dovolj velik razlog, da bo to vplivalo na kvaliteto pouka. Moramo se tudi zavedati, da če bomo sedaj začeli z 2 oziroma 4 urami, ni prav nobenega razloga, da ne bi čez 2 leti povečali obsega dela spet za 2 uri in čez 5 let za še dodatno 2 uri. Ja, prosim. Gospa, v našem prvem govoru smo povedali, da so slovenski učitelji manj obremenjeni od evropskega povprečja. Ja, ampak moramo vedeti, da v drugih državah učiteljeva obveza vključuje tudi odmore, govorilne ure, svetovanje in podobno. V Sloveniji pa je učiteljev obvezo vključena le delo pri pouku. Ali torej normativi vplivajo? Da, vplivajo. Predlagana sprememba normativov pa zagotovo ni tako zelo majhna in nedolžna, kot pravi današnja opozicija. Sedaj pa k vprašanju institucij, na katere se sklicuje opozicija. OECD združuje
kot bi jo le poslabšala. Problem so tudi kriteriji za odpuščanja, saj ti niso v nobeni povezavi s kvaliteto pouka oziroma s kvaliteto dela v razredu in tako učitelji že naprej bolj ali manj vedo, kdo bo odpuščeni. Prav za čemer pa opozicija ni odgovorila na naše ugotovitve, da bo učitelj preobremenjen, pod stresom, nezadovoljen in nepripravljen upravljati dodatno delo, kot so tekmovanja in interesne dejavnosti. Ob takem trendu se lahko prekmalu pojavi razmišljanje, ne morete me plačati tako slabo, kot lahko jaz malo in slabo delam. Ne nazadnje, kako bi predlagane spremembe vplivale na učence? Ti bodo še posebej v osnovnih šolah imeli slabše pogoje, saj ne bodo imeli tolikšne možnosti vključevanja v interesne dejavnosti, poučevali pa jih bodo preobremenjeni, bolj utrujeni, manj zadovoljeni in prestrašeni učitelji, ki bodo manj motivirali, slabše razlagali, ki se bodo namesto z dijaki v večji meri ukvarjali z lastnimi problemi in tako bo rezultat na koncu zagotovo slabši, kot pa dosega izobraževanja danes. Hvala. Nismo si želeli debate o iskanju krivca za današnjo krizo in strinjamo se s tem, da za to največ niso krivi profesorji in učitelji, razen kolikor so premalo izobrazeni in slabo vzgojili svoje učence in dijake, seveda pa tudi odgovornost nosijo tudi starši in celotna družba. Prav tako ne nasprotujemo vladi, ki pravi, da bi se moralo varčevati povsod, tudi če hočete pri zdravnikih. Vendar to ne pomeni, da ni smiselno varčevati pri spremembah normativov, saj smo prepričani, da njihova sprememba ne bo vplivala na slabši pouk. Prva izmed ključnih posledic je po mnenju vlade vpliv normativov na učitelja. Prepričani smo, da 10 ali 20% povečanje delovne obveznosti ne bo vplivalo na to, kako kvalitetna bo razlaga in kako aktiven bo pouk. Veliko učiteljev ima že sedaj 24 ur pouka, pa jih zato nihče ni obsodil, da manj kvalitetno poučujejo kot njihovi kolegi, ki imajo 20 ur pouka. Učitelj mora od vode pač razložiti v 3 namesto v 2 razredih in nekaj več dela ima s popravljanjem testov. Morda je razlaga celo bolj kvalitetna, če isto delo opravi 3-krat namesto 2-krat. Ostajata še vprašanji preobremenjenosti učiteljev ter konkurenčnosti učiteljev ter šol. Poglejmo najprej preobremenjenost. Učna obveza v OECD za učitelja v prvem obdobju osnovne šole znaša v povprečju 779 ur. Slovensko povprečje je 690 ur. Nekatere države, kot je na primer ZDA, pa od učitelja zahtevajo več kot 1000 urno letno obveznost. Slovenski učitelji tako ta trenutek niso preobremenjeni in ne bodo preobremenjeni, tudi če se učna obveznost poveča za 10 oziroma 20%. Če poslušamo današnjo vlado, nam pravi, da so naši učitelji manj sposobni in vzdržljivi od učiteljev v drugih državah, kar pa pomeni, da problem ni v normativih, ampak v usposobljenosti slovenskih učiteljev. Kar se tiče interesnih dejavnosti, te učitelji opravljajo zaradi tega, ker pripravljajo za svojo dušo, ker imajo svoje učence radi in želijo dati neko dodatno znanje in jih bojo tudi, če se učna obveznost poveča, še vedno opravljali, saj to počnejo s srcem. Kar se tiče rezultatov slovenskih otrok v raziskavah PISA in njihove povezanosti z vlaganjem v program 9-letke, naj povem samo to. V 9-letki se je vlagalo v normative kot modernizacija učnega načrta, sodelovanje s starši, izbirni predmeti, učna obveza učitelja pa se ni spremenila in torej ni imela vpliva na kvaliteto pouka. Če želimo preseči dosežke finskih učencev, kot si želi današnja vlada, moramo torej nadaljevati s posodabljanjem pouka, učnih načrtov, izboljševati sodelovanje starši ter izobraževati učitelje. Pomen teh dejavnikov pa nam je priznala tudi vlada. Če pa že stremimo k izboljšanju rezultatov in kvalitete, se lahko zgledujemo tudi po Koreji, ki ima boljše rezultate kot Finska, učiteljeva učna obveza pa je višja kot v Sloveniji. Strah je bil v tej debati pomembna tema, kjer smo sedaj najprej slišali Jureta, da prestrašen učitelj ne bo poučeval s srcem, ampak kot robot.
NEC nam je z naše strani jasno povedal, da je strah motivator za delo. Kaja pa je potem trdila, da kvalitetno delo učitelja ne more rešiti pred izgubo službe zaradi načina, po katerem se učitelji odpušča. Opozorila bi, da večina učiteljev ne more vedeti, ali bo delo obdržala ali ne. Poleg tega pa, če si dober učitelj, se nimaš česa bati. Torej, če prav razumem, vi menite, da je uspešna družba tista, kjer se ljudje bojujejo in tekmujejo zaradi strahu. Ja, to vam bom razložila v naši naslednji točki. Če večina učiteljev si bo želela zagotoviti položaj, v katerem bodo vsi učitelji obdržali službo. Spremenjeni normativi bodo tako bolj kot rivalstvo med učitelji, kot poudarja današnja vlada, povečalo tekmovalnost med šolami, konkurenca pa je za doseganje kvalitete in učinkovitosti nujno potrebna. Prav tako moramo opozoriti, da današnji predlog omogoča učiteljem, da poučujejo manj, vseeno pa obdržijo zaposlitev, torej bo sprememba normativov pri tistih, ki ne bodo imeli dovolj pouka, zgolj nižja plača. Če torej povzamem, sprememba normativov je majhna in nikakor ne bo vplivala na kvaliteto pouka oziroma na padec učiteljeve razlage učencev. Strah pa bi prej pozitivno kot negativno vplival na učitelje, saj bi si ti prizadevali za konkurenčnost, ki pa je vsakakor potrebna za izboljšanje kvalitete na kateremkoli področju. Današnja vlada ima visoke cilje. Želi se primerjati z vodilnimi evropskimi državami, vendar si zato ne prizadeva, želi ostati tam, kjer smo. Današnja opozicija pa vam je pokazala rešitev za uresničitev teh ciljev v današnjem stanju. Hvala. Vprašajmo se, kaj bi radi sploh dosegli. Ali hočemo, da naši učenci dosegajo najboljše rezultate in s tem Sloveniji zagotovijo prihodnost, ki je boljša kot trenutno sedaj, s kateri živimo, ali pa želimo spetiti vsi v povprečje, celo pod povprečje držav, kot so Turčija, Grčija in Amerika, in se pripravimo na to, da tudi v prihodnje ne bomo med gospodarsko in kulturno razvitejšimi državami sveta. Današnja opozicija in slovenska vlada v stopu ter Ministrstvo za šolstvo, znanost, kulturo in šport očitno hočejo slednje. Mi pa verjamemo, da to ne bo držalo. Mi pa verjamemo, da oziroma v debati bomo pokazali, zakaj verjamemo tako. Prva točka spora v debati je bil splošni pomen motivov. Opozicija namreč na začetku ni hotela odgovoriti na vprašanje, ali je število otrok, učencev ali dijakov v skupini pomembno. Na več kot minuto prvega govora, v katerem smo pokazali, kako pomembni so normativi, so uspeli odgovoriti ne, da se želijo pogovarjati samo o zadnjih delu normativov, ki pa predvidijo povečanje števila otrok v vrtcih. Navedel bom samo povzetek že ugotovitev Narodnega sveta angleških učiteljev o povezavi med številom in uspešnostjo učencev v razredu. Ugotovili so namreč, da manjše število učencev v razredu na posameznika prinaša mnogo odgovornosti, kot so spodbujanje večje pozornosti pri pouku, možnost boljšega sodelovanja, učenec pa tudi deležen kvalitetnejše razlage slovi, saj se mu učitelji lahko lažje posvetijo. Pravijo, da ima število učencev v razredu nedvomno ogromno vpliv na njihove dosežke, vedenje pozornost, kvaliteta vzgojnega in izobraževalnega dela, pa bi po povečanju učne obveznosti za vzgojitelje in učitelje sigurno močno pada. Ko pa že govorimo o premenitvi učiteljev in vzgojiteljev, popridemo do druge točke drugega trga naše debate, ki pa je šolska obveznost. Edina koliko toliko močna točka pozicije. Primerjava o obremenjenosti naših učiteljev z učitelji v drugih državah NDC. Ampak učitelji so se namreč. V državah, ki imajo učitelji 1000 ur ali več obveznosti, bo obvezeštejo namreč tudi kot odmore, govorili bomo svetovanje in govorimo za prvi čas, ki ga učitelj porabi izven razreda. V Sloveniji potekanje učiteljev iniciative 3. nadstropja in 5 minutni odmor ni šteto
po mnenju opozicije pa obvezani, tako pridemo do 16 ur delovne obveze učitelja na teden. Zanimivo pa je, da imajo Avstrija, Estonija, Finska, Francija, Madžarska, Islandija, Italija, Norveška in Poljska tudi za 100 ur neto pouka, govorimo o 60 urah, manj kot slovenski učitelji. Edino Portugalska ima več ur kot Slovenija. V primerjavi s 630 urami na leto imajo Portugalci 770 ur letno, ampak portugalski srednješolski učitelji kljub krizi in drastičnim znižanjem plač služijo maksimalno 34.000 evrov letno, medtem ko slovenski pa maksimalno 28.000 evrov letno. Kaj lahko torej rečemo o predlaganih spremembah normativov? Če sledimo kriteriju opozicije, ki išče povezavo med obremenjenostjo učitelja in smiselnostjo dviga normativa, so srednješolski učitelji v Sloveniji nadpovprečno obremenjeni in bi se njihova obremenitev sedaj krepko dvignila nadpovprečno primerljivih držav, torej naše sklepanje o stresu, izgorelosti, slabi kvaliteti pouka ter zmanjšanju izvajanja še tako neplačanih obšolskih dejavnosti, ki smo za sedanjem času pomembnejše še ne podržijo. Sklep debatne vlade je jasen. Normativi bojo še spremembe normativov, bojo še bolj obremenjeni slovenskega učitelja, kot trenutno je, in to bo imelo tudi vpliv na kvaliteto pouka. Zadnja točka spora v debati pa je, ali je prestrašen učitelj res dober. Verjamemo, da je plača prestrašenega ali nezadovoljnega delavca ravno tako kot plača zadovoljnega delavca. Ampak mi v debati govorimo, kako prestrašen učitelj ali zaradi strahu pred izgubo službe ali zaradi nekaj v zbornici vpliva na učence in dijake v razredu, pa je učitelj namreč ne poučuje in vzgaja zgolj znanje. Veliko več je odvisno od njegovega odnosa do dijakov in sodelavcev, do njegovega zgleda in načina razmišljanja, ki ga bodo tudi dijaki videli pri učiteljih in jih posnemali življenje. Zdi se, da opozicija? Ja. Prestrašeni bi bili ne slabi učitelji, se pravi, da bi ostali boljši učitelji, ki bi dijakom zagotovili kvalitetnejši pouk. Prestrašeni bi bili slabši učitelji, ampak če bi bili tako slabo stanju, bi jih verjetno odpustili zaradi njihove slabe kvalitete. Če bi ga odpuščali, bi pa spet prišlo do drugega efekta, se pravi, da bi spet morali povečati število učencev za enega učitelja, kar bi pa ponovno prišlo do negativnih posledic. In vprašali smo se, ali se to res želimo? Verjetno ne. Kako pa te dejavniki vplivajo na kvaliteto razlage in motivacije učencev, pa smo že opisali. A se vam ne zdi, da so učitelji, ki so zaščiteni in ki menijo, da se nič ne more zgoditi, manj skrbni do dijakov in pač manj pozorni do njih kot tisti, ki pač vedo, da se morajo za svojo službo potruditi? Učitelji so že tako ali tako pozorni, saj se morajo tako kot vsi, pravzaprav vsi delavci v vseh panogah paziti na svoj poklic in paziti, da ne izgubijo službe. Tako da takšne primerjave so popolnoma razmisle. V bistvu ne vem, mislim, da še nisem tudi učitelja, ki ga ne bi skrbel za svoje delo in za svoje dijake. Da torej povzamem debato. Današnja opozicija zagovarja predlog ministrstva in želi varčevati pri učiteljih, učencih in dijakih, pri tem pa je ne zanima, kako se bodo slabšali odnosi do učitelji in kvalitete razlage ter odnosi do učencev in dijakov. Prepričani so, da naši učitelji delajo premalo oziroma preveč služijo in so pripravljeni žrtvovati prihodnost naših generacij pri varčevanju denarja po možnosti vložiti in reševanje nepotrebnih bančnih druge. Današnja vlada, in torej, pa si želimo, da Slovenija končno ugotovi, da če hoče biti konkurenčna v modernem svetu, ne bo imela drugega sredstva, kakor bodočih izobraženih in izgledanih mladih. Hvala. Današnja vlada me se poskušajo prepričati, da naš predlog na strani opozicije vodi do popolne apokalipse šolskega sistema. Vendar to ni res. Kot smo dokazali in kot vam bom izpostavil, normativi bistveno ne vplivajo na kvaliteto pouka. Posebej pa ne takšni normativi, ki jih zagovarjamo mi, ki so zgolj 10 oziroma 20%. Torej, najprej bom šel čez dva glavna trga, to sta upravičenost do varčevanja, ali moramo sploh varčevati, ali je upravičeno, da varčujemo v šolstvu,
in na to glavni trg in sicer kvaliteto in vpliv normativov na kvaliteto. Torej, ali je potrebno varčevati? Da, mi smo trenutno v finančni krizi in ne glede na to, kdo je kriv, če ravno so že bankiri oziroma tajkuni, je treba še vseeno varčevati. Krivce, kot je že povedala naša prva govorka, s krivci bo obračunalo sodišče in to ni v naši pristojnosti. In tukaj se strinjamo z današnjo vlado, da so krivi drugi in da nažalost moramo varčevati. In glavni trg, torej kvaliteta, tukaj je prišlo pa do več podtočk, kot so strah, motivator, ali so naše spremembe, torej 2 oziroma 4 ure več bistvena ali ne. In tukaj so v bistvu naši normativi zelo majhni. Torej, te normativi so zelo majhni in nimajo takšnega vpliva na profesorje. To smo vam dokazali s primeri iz Finske in Koreje. Če pogledamo, Finska je tretja najboljša država po izobraževanju, druga je pa Koreja. Če primerjamo ta sistem, Korejci imajo nekje poprečno 30 ali pa več dijakov v učenici, kjer imajo Finci zelo malo. Torej vidimo, da tukaj je velika razlika med normativi, ampak sta pa zelo podobni v kulturi izobraževanja, v odnosu profesorjev do učencev in pa do izobrazbe svojih profesorjev. Torej, mi, kot smo že zagovarjali, da te normativi niso glavni in so bolj stranski in imajo vpliv šele 10 ali pa več ur, imamo v bistvu tukaj prav, kot kaže ta primer. Zato smo tudi imeli strah kot motivator, kjer smo govorili, da bo nekdo, ki je bolj prestrašen, ki se bolj trudo, dejansko dosegel tudi boljše rezultate. Oni so govorili, ja, to bo vodilo do slabega kolektiva in vse, ampak problem je, oziroma tukaj je glavno, da če je profesorja strah in če se bo bolj trudil za svoje dijake in če bo njegov trud za dijake vodil do spora z drugimi profesorji, je ta konflikt dejansko pravičen, zato ker izboljšuje kvaliteto pouka za dijake. Torej, zagovarjate najprej koncept prestrašenega učitelja, prestrašenega delavca, zanima tudi prestrašenega dijaka, ki bo nekoč postal prestrašen politik v službostvu kapitala. Ne, mislim, da strinjam se mislim, kot smo že rekli, če je profesor dobro, ničesar strah, ponova, da se bo dobre rezultate in se ga ne bo odpustil in vi ste na to trdili, da ja, ampak saj se tako ve, kdo bo šel ven, ampak to je v bistvu zelo zavajajoče, ker ne vejo, kateri profesori bodo šli ven in se bodo trudili in tisti najboljši bodo ostali in to bo izboljšalo kvaliteto našega šolstva, zato pa bodo ostali samo dobri profesori. Torej, potem smo imeli še konflikt interesnih dejavnosti, v katerem je naša vlada trdila, da interesnih dejavnosti bo manj, zato ker bodo profesori bolj obremenjeni, ampak tukaj se ne zaveda, da interesnih dejavnosti prihajajo iz srca in tako jih profesori in osebe na šoli delajo, zaradi tega, ker to želijo delati in ker mislijo, da je pomembno, ne zaradi denarja ali pa časa ali pa karkoli. Torej vidimo, da tukaj tudi ne bo bistvenih sprememb, zato ker kar prihaja iz srca se da obdržati. In še zadnja stvar, da je večina teh organizacij, torej OECD, naše računsko ministrstvo, dejalo, da glede na stroške bi morali povečati normative, saj je naša kvaliteta zelo dobra in tukaj vidimo, da to bi dejansko lahko naredili, saj smo gotovili, da normativi bistveno ne vpliva, ampak je v bistvu izobraževanje profesorjev, kakšni so profesori, odnos dijakov, profesorjev bolj pomemben. Tukaj na to njihov tretji govorec je rekel, da Britanci so imeli nek research, v katerem so dokazali, da je povezava med normativi in kvalitetom, vendar niso navedli specifik. Torej, ali bi naš konkretni predlog 2 oziroma 4 ur več vplival na to ali ne. Torej, strinjamo se, da nekje pri 5, 10, 15 definitivno se pozna ta vpliv, ampak pri 2 urah več, oziroma 4 urah več se ta vpliv ne pozna, zato to ni bistveno. In na koncu so nam še sami potrdili, da pač mi imamo bolj obremenjene profesorje, ki imajo slabše plače in medtem so rezultati naših dijakov še vseeno boljši, kar pomeni, da to dvoje ni takšen faktor za uspeh,
kot pa odnos učitelja in učenca. Torej, če lahko naši profesori pri prečni preobremenjenosti, slabši plači, vseeno dosegajo te izredno dobre rezultate, vidimo, da normativi v bistvu niso tako pomembni in niso takšen velik in kot je naša vlada rekla. Torej, zaključujemo, da čeprav normativi so pomembni in imajo nek vpliv, konkretni normativi današnje opozicije, oziroma kakršne jih je dala slovenska vlada, ne bojo vplivali, zato ker so premajhni in da vpliv prihaja iz drugih sfer in na tiste bi se morali osredotočiti, če bi želeli spremeniti in izboljšati šolstvo, ne pa da vztrajamo pri neki drži, v kateri nočemo varčevati, čeprav ne bi nič šlo na slabše.